Nič. Spoštovane, spoštovani gospod Tonin, predsednik stranke Nova Slovenija, dober večer in dobrodošli. Dober večer. Dober večer. Volitve so pred vrati, mi smo pa v velikih zadregah, komu bomo namenili svoj glas. Zato smo v septembru ustanovili skupino, koga bomo volili, in tu smo se začeli ukvarjati s tem vprašanjem, raziskovati programe strank, raziskovati vizije, področja, ki nas zanimajo, tudi sami smo pripravili določen del zahtev. Skratka, veliko se je dogajalo do tega trenutka, ko se lahko s predstavniki, predsedniki strank pogovarjamo tudi v živo. Kdorkoli ima mikrofonček prižgan, prosim, če lahko izključi. Super, hvala. Skratka, danes ste vi moj že 10. sogovorec, jaz sem zelo vesela, da ste se odzvali na moje vabilo in upam, da bomo na koncu dobili veliko odgovorov in da bomo zadovoljni z njimi in da bodo tudi prisotni in potem vsi, ki bodo vsi ogledali današnji posnetek, videli tudi, kaj vi ponujate, kakšne so vaše vizije. Se pravzaprav veliko tega že vemo, ampak predvsem v teh stvarih, o katerih smo se mi pogovarjali v skupini in ki so za nas pomembne. To pa sta prvenstveno sprememba volilne zakonodaje in seveda sprememba zakonodaje na področju referenduma. Te dve stvari se nam zdita ključnega pomena za to, da dejansko država lahko zaživi v smeri sodobne demokracije, kjer sta tako politika kot tudi državljani, imajo vsak svojo vlogo, ki jo morajo aktivno uresničevati. Tako da za prvi del, za spremembo volilnega sistema, bom jaz predala besedo mojim kolegom, ki so danes prisotni, gospod Bohinc, gospod Emil Milan Pintar, gospod Marc in verjetno sem koga še pozabila, bodo bistveno bolj tehnično se z vami lahko pogovarjali o tej tematiki, tako da bom jaz gospodu Emilu Milanu Pintarju predala besedo v tem trenutku. Tako da, gospod Milan, izvolite. Hvala lepa za besedo. Gospod Tonin, še enkrat dober večer. Veseli smo, da se takole v živo vidimo in slišimo. Temu se reče zdaj nova stvarnost. In da gremo takoj k jedru stvari. Vi se spomnite, Sinteza je opozorila, da so ji analize pokazale, da se nam iz sklica v sklic Državni zbor slabša. To je bilo eno, da imamo negativno kadrovsko selekcijo v celem pasu politične elite in zato je ugotovila, da bi bilo treba verjetno začeti problem reševati na začetku, to je pri volilnem sistemu. Naredili smo nekaj mednarodnih primerjav in potem smo obiskali oziroma kontaktirali vse stranke, tudi vašo, z predlogom, da skupaj naredimo neko delovno skupino in če bo šlo, potem skupaj naredimo neko telo, ki bo peljalo stvar preko referenduma, ker smo bili prepričani, da seveda volilni sistem ni stvar dogovora političnih strank, zlasti nečega sklepajo pod mizo, ampak je stvar neke vrste sporazuma med politiko in ljudstvom, med politiko in državljani. Nismo uspeli, niti nismo uspeli prepričati predsednika države, svoje delo smo nadaljevali, naredili smo delovno skupino iz uglednih strokovnjakov in pripravili predlog novega volilnega sistema. Bistvo tega predloga je, da mi dopustimo državljanom, da sodelujejo pri postavljanju kandidatov in pri njihovi neposredni izvolitvi. In za ta problem smo uporabili nemški model, ki pa je čedalje bolj prisoten v vseh modernih državah. Namreč, da je treba del poslancev voliti neposredno. Potem smo šli od skupine problemov do druge skupine problemov. Na nov smo postavili razdelitev, pa ne bom o tem govoril, na enote in okraje, predlagamo samo 44 okrajev in
izvolitev poslanca v vsakem okraju neposredno, drugih 44 pa bi volili na podoben način in z njimi zagotovili razmerje med strankami, kot ga pač stranke dosežejo v klasičnem volilnem sistemu. Potem smo pa rešili še celo vrsto drugih vprašanj, recimo odgovornost poslancev, če bo beseda na to nanesla. Mislim, da je zelo velik strokovnjak dr. Bohinc Rado, kjer smo definirali tudi možnost zamrznitve mandata, pa odpoklica, pa če bi bilo treba tudi odpoklica celotnega državnega zbora, kadar ta zgubi zaupanje ljudstva, tako kot ga je zdajle, ko vidimo, da to, kar počne državni zbor, je pravzaprav ne samo, da ljudje mislijo, da mu ne morejo zaupati, zaupa mu 10 do 15% ljudi, državljanov, ampak tudi sam krši svoje zakone in sprejema vrsto zadev, ki so ne samo nespodobne, so v sramoto Sloveniji. Glejte, to je model. Nas zanima, vi ste seznani, mi material smo vam poslali, nas zanima, kako vi gledate na ta model, ste ga pripravljeni, recimo ste pripravljeni dati strokovnjaka, da ga naprej razvijamo, ste ga pripravljeni sprejeti in podpreti takoj po volitvah, pa da vidimo, kako se bo stvar odpeljala. A smem to kar neposredno odgovarjati, ali kako je zamišljeno? Ja. Dober večer, lep pozdrav vsem skupaj, hvala lepa za vašo priložnost, hvala lepa, da smo se danes sestali. Vaš predlog poznam, rekel bi, da ga v večji meri podpiram, ne pa v celoti. Zdi se mi, da trenutni volilni sistem, ki ga imamo, seveda ni dober, ker enostavno daje veliko moč zelo majhnim strankam, in da barva vladne koalicije niti ni odvisna od tega, kdo bo volitve zmagal, kdo je največja stranka, ampak dejansko od tistih najmanjših strank, ki zagotovijo potrebne glasove, da se gre preko večine. Tako da to je ena stvar, ki nas pri sedanjem volilnem sistemu moti. Druga stvar je, z vami se strinjam, sam sem bil v parlamentu 3 mandate, in sam sem na lastne oči videl, da je v vsakem mandatu kvaliteta poslancev slabša. In tudi, ko kot predsednik stranke nabiramo kandidate za državnozborske volitve, je potrebno vložiti kar precej napora, ker je ta stvar v Sloveniji doživela take negativne posvečke oziroma to gnojnice se je na politiko prelilo tako ali drugače, tako da se sposobni ljudje več ali manj poskušajo izogniti političnim funkcijam oziroma nekim dolžnostim, ker je seveda slabo in ni dobro, ker se je v družbi ustvaril vtis, da se je ukvarjati s politiko nekaj slabega in da če si politik, si že na pol kriminalec. V osnovi bi pa morala biti politika plemenita, ker kaj je bolj plemenitega, kot delati nekaj za naše skupno dobro. Pri volilnem sistemu imate 2 skrajnosti, saj ste eni izrazito proporcionalni volilni sistem, druge stranke, tukaj vidim zlasti SDS, se že ves čas trudijo za večinski volilni sistem. Mislim, da ne večinski in neproporcionalni volilni sistem nista ali pa ne bi bila dobra za Slovenijo. Zdi pa se mi, da bi bil idealen kombiniran volilni sistem, kar pomeni, da bi imeli kombinacijo tistih, ki bi bili direktno izvoljeni v volilnih okrajih, s tem bi tudi zagotovili, da bi bili praktično vsi deli Slovenije zastopani, vseh 44 različnih delov Slovenije bi imelo svojega poslanca, kar je po moje pomembna stvar, ker zdaj se dogaja to, da so nekateri okraji zastopani tudi s 3 poslanci. Mislim, da je bil rekord v mojem prvem mandatu, da je bil okraj Škofja Loka 2 zastopan kar 4 poslanci, imate pa tudi okraje, ki nimajo poslanca. Tako da vse v tem delu bi ta večinski element
torej kombiniran element, naredil pomembno stvar, da vsakdo dobi poslanca. Poleg tega bi bili tudi te poslanci izrazito neodvisni, ker ne bi bili vezani na položaj znotraj stranke ali pa na neko odvisnost, v katero okraj ga bo dala stranka kandidirati, ampak predvsem od njegovega dela. In bi to tudi, po mojem oceni, ne samo povečalo ugled parlamenta, ampak tudi neodvisnost samega parlamenta. No, potem pa pridemo še na tisti drugi del, kjer pa se mi zdi, kot bi rekel, nekoga, ki skrbi za stranko, pomemben, da bi imeli tudi nacionalne liste, kjer pa bi stranke lahko dale predvsem svoje najboljše kandidate na vrhu teh list in si tako zagotovile, da dejansko po njeni oceni v parlament pridajo najboljši ljudje. Skratka, v tem smislu vse Nova Slovenija podpira nemški model oziroma kombiniran volilni sistem. Ne podpiramo pa odpoklica parlamenta, tudi se ne strinjam z vami, da je parlament izgubil legitimiteto, ker poslanci so v skladu z ustavo svobodni pri svojem odločanju in enkrat se lahko odločijo tako, drugič pa drugače. Volivci pa imajo na vsake 4 leta, včasih tudi prej, možnost, da to korigirajo oziroma poslance zaradi njihovega glasovanja ali zaradi njihovih pozicij tudi kaznujejo. Gospod Tonin, tukaj bo malo polemike. Prvi del, moram reči, mi je zelo všeč, skoraj tako, kot bi vi predstavljal naš predlog. Kombiniran, nekaj direktno, ostalo. Zdaj, prvo vprašanje pri tem ostalem, vi pravite najboljše poslance na vrh list. Mi gremo korak dalje. Mi predlagamo, da ne bi skrivali stranke svojih ljudi za listami, ker volivci zdaj ne morejo voliti poimensko. Je pa v praktično vseh evropskih sistemih težnja po personifikaciji, kar pomeni, da uveljavljajo tako imenovani prednostni. Mi smo predlagali celo absoluten in nujen prednostni glas, tako da volivec na listi izbere človeka, ki ga voli. To je prvi del. Drugi del, to, ko pravite, vprašanje odpoklica. Jaz sem prej rekel, v Sloveniji podatki kažejo, da približno 15% ljudi zaupa državnemu zboru. 15 jih zaupa svoji desni polovici, drugih 15 svoji levi polovici in tako pridemo do tiste famozne številke 25 do 30. Zakaj se je diskreditiral državni zbor? Dam vam primer. 4 leta je v državnem zboru poslanec, ki noče sprejeti zakonske dikcije, katere dejavnosti so nezdružljive s funkcijo oziroma z mandatom poslanca. 4 leta. Vsi poslanci to vedo in v 4 letih ta državni zbor ni zmogel moralne moči, da bi rekel temu človeku, oprostite, to je kršenje zakona. In ker tega ni rekel, državni zbor sam krši zakon. Glejte, ne moramo se na ta način iti, če nekdo nekomu všeč, pa če ima še malo denarja, da zna še koga na večerjo povabiti, potem pa se mu ni treba držati osnovnih pravil, ker zakon je jasen, katere dejavnosti so nezdružljive. In da o drugem sploh ne govorim. Zato smo mi poskušali to poglavje o odgovornosti poslancev zaostriti. Zakaj ima pa Anglija vpeljan sistem, da lahko zamrzne mandat poslancu? Glejte, to ima neke razloge. In ko mi naredimo, pa zdaj poslanci vpijajo, da smo proti njim. Ni res. Mi iščemo model, iščemo sistem, ki nima ideološkega predznaka, ki bi po našem mnenju enako moral ustrezati poštenim strankam na levi in na desni strani
naše razcepljenosti, ampak poudarek je na poštenim strankah. Stranke pa, ki mislijo, da bodo kar naprej zagotavljali, da pridejo njihovi prvaki noter, skriti za raznimi listami in za njih poiščejo nek volilni okraj pogusa hrbtom, kjer se čutijo močne, kjer je, ne vem, njegov brat direktor ali pa župan. Glejte, to so nepoštene volitve. Dajmo enkrat se usesti pa dogovoriti, kaj je pravzaprav v politiki moralno. Potem pa poskušajmo definirati, kaj je pravno sprejemljivo. In to, kar danes imamo, ni. Se opravičujem, ampak rad povem naravnost, kje so točke. Bi pa izkoristil še za nastavek. Mi smo z vašimi predstavniki 2 leti nazaj v Sintezi kontaktirali, smo bili zelo zadovoljni s sodelovanjem in jaz mislim, da so bile vaše, bi rekel, takratne teze celo v določeni meri upoštevane v pripravi našega predloga takrat. Zato bi bilo seveda za nas pomembno, da vi rečete, če kakšne stvari ne sprejemamo, zdaj ne pomeni, da nismo pripravljeni sodelovati. Dali bomo strokovnjaka v vašo skupino in skupaj se bomo šli boriti, da uveljavimo boljši volilni sistem. To je naš predlog. Vabimo vas zraven. Gospod Tonin, bi kaj dodal na to? Ne, sem svoje povedal, sem poslušal polemiko gospoda Pintarja. Super. Jaz se z vami strinjam, da sposobni ljudje počasi se odmikajo od politike in bi vam tu morda zastavila vprašanje, kaj lahko storimo in politiki in državljani v bistvu, da do tega ne bi več prihajalo, oziroma kakšna je smernica, da se ta negativni trend dejansko obrne v pravo smer, ker tukaj, če izhajam iz vašega stališča, to je nekaj častnega, absolutno. Če si ti poslanec, odposlanec, imaš neko poslanstvo, da zastopaš ljudi, je to neka funkcija, ki bi te morala v prvi vrsti nagraditi tebe kot človeka, da ti je to sploh omogočeno, kaj šele kaj drugega. In zdaj pa prihajamo v kontradiktorno situacijo, da je pa treba kandidate dobesedno prositi, da se sploh podajo v te vode. Kaj vi vidite, kako bi lahko ta trend obrnili? Stvar je precej kompleksna, ni zgolj enoznačnega odgovora, ker če bi bil, potem najverjetneje ne bi imeli težav. Najprej pa moramo pomesti pred svojim lastnim pragom, oziroma najprej mi sami politiki. Moram reči, da je vsa ta socialna omrežja ali pa vse te različne objave, ki so poslance silijo k temu, seveda, da na boljš kot vsebino poskušajo prepričati s sočnostjo. In seveda vse te stvari potem ljudi odbijajo, delajo stvar neatraktivno, ustvarjajo občutek, da se samo kregamo. In to je ena taka prva stvar, ki seveda smo jo mi sami dolžni narediti. Vse, kar se tiče Nove Slovenije, se vsi trudimo maksimalno, da imamo neko zmerno, normalno, nežaljivo komunikacijo in tukaj se vse začne. Se pravi, najprej smo politiki dolžni zagotoviti višje standarde same komunikacije in medsebojnega pogovarjanja. V tu dalje se bojo pa potem stvari začele počasi medsebojno zlagati. Ampak jaz ne bi iskal krivca nekje druge, ampak bi najprej se ozrl vase in vprašal, kaj obstoječi aktivni politiki lahko naredimo za to, da spravimo to komunikacijo na višji nivo. Tjaša, spregledala si dr. Bohinca, je prej prosil. Aha, seveda, joj se opravičujem, gospod Bohinc, izvolite, prosim, lepo. Ja, hvala lepa. Dobro večer. Jaz bi 2 vprašanci zastavil gospodu Toninu. Najprej naj rečem, da sem prijetno presenečen nad njegovim stališčem podpore kombiniranemu volilnemu sistemu in tudi njegovi argumentaciji. In v tej zvezi sprašujem njega, tako kot smo do zdaj vse predsednike strank
ali je pripravljen to sprejeti kot eno od svojih prioritetnih nalog takoj po novi sestavi državnega zbora. Skratka, nam se zdi to pomembno, da lideri političnih strank sprejmete takšno zavezo tudi zdaj pred javnostjo v povolilnem obdobju. To je v predvolilnem obdobju. To je prvo moje vprašanje, ki je bolj politično. Drugo je pa večkrat bolj strokovno. Poglejte, vi ste se izrekel proti odpoklicu, ampak mislim, da ste se izrekel samo proti odpoklicu državnega zbora. Jaz bi vas pa povprašal, ali se vam zdi smiselno, potrebno, da nekoliko zaostrimo vprašanje odgovornosti poslanca. Verjetno ste si ogledali naše predloge, jih bom zelo kratko zrezimiral. Prvi del predlogov se nanaša na dodatne razloge za obvezno prenehanje mandata poslanca. Nekaj jih že je v zakonu o poslancih, mi jih pa nekaj dodatnih navajamo. Naprimer, če protikorupcijska komisija ugotovi, da so dani utemeljeni sumi, da je šlo za dejanje korupcije, pa potem, če se poslanec znajde na seznamu davčnega neplačnika, pa če zaide v osebni stečaj. Skratka, prvi naš predlog je dodatni razlogi za prenehanje, s tem, da državni zbor je tisti, ki ugotovi, da so zakonski razlogi za prenehanje. Drugo vprašanje, drugi vidik odgovornosti je pa zamrznitev mandata oziroma prekinitev mandata v primeru, da pride prav tako do storitve kaznivih dejanj ali do ugotavljanja korupcije, s tem, da je naš predlog, da ima državni zbor obvezno, torej nalogo, pristojnost, dolžnost, da odvzame imuniteto poslancev v takšnih primerih. Danes veste, da je to stvar presoje in ni nekakšne zaveze in se to ni nujno, da se zgodi. No, naš predlog je, da se obvezno to zgodi. No, in tretji predlog, skratka, da se odzame imuniteta, da se omogoči organom pregona, da razbremenjeno speljejo kazenske postopke in da, če pride do oprostilne sodbe, da potem se vrne mandat oziroma se nadaljuje mandat. Tretji vidik je šele odpoklic poslanca in tega pa vežemo ravno na to, če državni zbor ne ravna tako, kot bi moral v primeru sklepanja o prenehanju mandata, če preprosto svoje dolžnosti, tako kot je prej kolega Pinter obrazložil, ne izvrši. Kot slišimo, tak primer že obstaja in verjetno ne moramo izključiti tudi v prihodnosti. V takem primeru je treba dati ljudstvu predlog, da spelje postopek, da namesto državnega zbora izvede torej glasovanje o odpoklicu poslanca. Seveda, če gre za poslanca, ki je, kot rečeno, mu odvzeta imuniteta zaradi kaznivega dejanja in tako naprej. Skratka, te stvari so precej natančno regulirane in moje vprašanje je, ali vidite načelne zadržke za takšno ureditev? Ne mislim natančno takšno, ampak vsaj zato, da se zaostri odgovornost poslanca z teh treh, na te tri načine. Ja, moj odgovor je dvakrat da. Kar se tiče samega kombiniranega volilnega sistema, da. Mi smo to pripravljeni postaviti kot svojo prioriteto, ker se mi zdi, da del slabosti našega političnega sistema izvira prav v tem ne najboljšem volilnem sistemu, ki povzroča precej težav takšnih ali drugačnih, o katerih smo že govorili. In zato se mi zdi pač pomembno, da bi do neke spremembe prišli. Vsej Nova Slovenija podpira vse korake v smeri izboljšave. Zdaj, zadnja takšna stvar je bila v parlamentu ukinitev volilnih okrajev, da imamo zgolj volilne enote in da imajo volivci absolutni preferenčni glas, kar pomeni, da bi ljudje lahko sami si izbrali poslanca iz volilne enote iz posamezne stranke. Sami veste, da smo bili, rečemo tako, če smem reči, iz koalicijske strani, praktično edini, ki smo to stvar podpirali.
da so bili siloviti pritiski na nas, da naj stališče spremenimo, da ne vem, kaj se bo vse zgodilo, da podeželje bo potem ostalo brez zastopnikov in tako naprej in tako nazaj. Ampak mi smo bili tukaj trdni in neomajni, da je bil to korak v pravo smer in smo to do zadnjega podpirali. Žal je bil ta predlog, mislim, da za 2 ali 3 poslanske glasove prekratek. Kar se tiče kombiniranega volilnega sistema, tudi to bomo podprli. Ampak se veste, rabimo 60 glasov. Torej, če zelo skrajšano povem, mi podpiramo vse razen 2 stvari. Čisti proporcionalni volilni sistem ali pa večinski volilni sistem. Te 2 opcije sta za nas nesprejemljivi. Vmes smo pa za vsako varianto, ki bo izboljšala sedanji volilni sistem. Glede odpoklica poslanca pa, glejte, jaz sem, da napišemo, da lahko zaostrimo tudi, kdaj poslancu mandat preneha. Ampak to mora biti ugotovitve sodišča, ne komisij v državnem zboru, ne večinskega političnega glasovanja v državnem zboru. Jaz s tem nimam težav, da mi rečemo, da če si obsojen ali če si naredil takšen in takšen prekršek, ne plačuješ davkov, ne delaš tega, onega, to si lahko vi zamislite razne stvari, ki je normalno, da jih zgleden državljan ne sme delati in se razume, da jih tudi poslanec ne sme delati. Tako da, če se te stvari zapišajo v zakon, jaz to podprem. Ne bom pa podprl tega, da bi lahko mi poslance odpoklicevali z nekimi referendumi in podobnimi stvarmi. Ker to se mi pa zdi, da se bo razvodenel v neke posebne politične pritiske, ker ne samo, da bo potem poslanc na tnalu na vsake 4 leta, on bo potem na tnalu vsak dan, ker vsak dan se bo lahko neka antikoalicija oblikovala, zahtevala odpoklic in bo v konstantnih nekih referendumih za odpoklic. Tako da jaz vam povem, da zato pač nisem, ker se mi zdi, da bo veliko strahu, neavtonomnosti in zapletov prinesel v samo delo. Vam pa povem, da je današnji svet tudi za poslance zahtevan. Jaz vsako leto dobim enih 10-11 kazenskih ovadb. In danes se kazenske ovadbe tako brez kančka sramu vlagajo, za vsako stvar. In to ti jemlje čas, na zaslišanja moraš hoditi, potem, če stvar napreduje naprej do sodišč, ima stroške za odvetnika. Jaz vam iz lastnih izkušenj povem, pa najverjetneje me poznate po tej plati, da nisem najbolj radikalen, pa najbolj jezikav ali pa nesramen v svoji govorici, ampak konstantno, letos do današnjega dne 12 kazenskih ovadb. Zadnjič sem bil na sodišču decembra lansko leto. Sicer me je sodišče oprostilo, ampak to nekdo, ki ni trden, to so neki konstantni pritiski in danes vam jaz povem iz lastnih izkušenj, se poslanci ob zelo izpostavljenih in perečih temah bojijo razpravljati, ker se bojijo posledic. In ko bomo enkrat prišli do tega, da se bo poslanec bal govoriti pa predstaviti svoje stališče, potem to ni več demokracija, potem smo zašli v neke druge poti. Po črto, ja, če delamo prekrške ali nezakonite stvari, dajmo postaviti pravila, kjer ti mandat avtomatsko preneha, drugače pa, da bi pa jaz ob vseh teh pravnih sredstvih, ki jih imajo državljani, da ukrepajo zoper nas, jaz ne bi zdaj dodajal še enega. Alberto, izvoli. Se slišimo? Ja. Prvič bi poudaril, da podpiram, kar je Milan povedal in kar sta Rado, ne zato, ker je Milan in Rado rekel, pač pa zaradi tega, ker sta poudarila, da ni pravzaprav nič tako sveto, da se ne bi moglo dograjevati. To je prvo. Drugič,
predlog novega volilnega zakona pravzaprav poslanca podpre v njegovi odgovornosti in moralnosti njegovega ravnanja. Podpre, ne pa, da bi ga na kakršenkoli način odpoklic takšen in onakšen. In jaz mislim, da je v tej smeri pravšna pot in kot sem rekel, nič ni tako sveto, če bi praksa potrdila, da nekaj ni ustrezno, da se ni izkazalo kot sprejemljivo za obče dobro, potem seveda je treba zadevo z amandmaji, dopolnili in tako naprej korigirati. Me je malce presenetilo, gospod Tonin, ste rekli, v nečem se ne strinjam. Jaz bi rekel, jaz se pa ne strinjam, da je politika še vedno igra z ljudmi, namesto da bi bila igra ljudi. Pravzaprav, v čem je manjko predloga novega volilnega zakona? Kaj temu zakonu manjka? Ker je pravzaprav jasen in razločen, kakšna je njegova nova družbena vloga, da bomo državljane resnično povabili, da postanejo aktivni državljani s tem, da gredo na volišče, ker ko gredo na volitve, volijo svojo prihodnost. Hvala. Jaz bi rad tudi na en stavek repliciral, gospod Tonin. Všeč mi je bilo, ko ste rekli, upozorili na nevarnost, da če preveč izpostavimo poslance, če jih preveč pripeljemo v negotovost, da se bodo bali o nekaterih, rečemo, zelo delikatnih stvareh razpravljati. Se strinjam. Vendar imamo mi zdaj neko čudno situacijo. Ko jaz poslušam poslance, zdaj sem jih nehal že nekaj časa, me je presenetilo to, da noben poslanec določene stranke ni razpravljal drugače in nekateri so uporabljali iste stavke, iste besede in je bilo zelo jasno, da so dobili navodila, kakšna so njegova stališča in ta stvar je šla še naprej, tako daleč, da smo prišli do avtomatizma glasovanja. Jaz sem šel gledati malo nazaj, tisti čas, ki ga tudi vi ste ga rad označil kot svinčeni časi enopartijskega sistema. Šel sem gledati zadnje zbore skupščine, leta 90, pa še nazaj. In sem ugotovil, da je takrat približno 15 do 25% delegatov, in to so bili vsi dejansko visoko izobraženi, ne tako kot imamo danes primere, da je glasovalo drugače, kot je bil uraden predlog, bom uporabil te besede, partijskega šefa. Drugače so glasovali so svojo glavo, niso se bali. Danes je pa avtomatizem glasovanja tako daleč, da praktično nimamo primera, da bi bil amandma k slabo domišljenemu, k slabo narejenemu zakonu, če pride iz opozicije sprejet, in obratno, sprejet je vsak amandma in vsak dodatek, če pride iz pozicije. Zato jaz mislim, da vprašanje poguma, razprave moramo videti ne samo skozi izpostavljenost poslanca javnosti, pa nekaterim, bi rekel, zakrknenim posameznikom v javnosti. Vprašanje svobode diskusije glejmo tudi skozi svobodo glede na strankarsko definicijo. Ker ta 100% partijska disciplina, ki jo danes stranke zahtevajo, kar se meni zdi, da je smrt parlamentarizma. Hvala. No, tukaj morda je optika taka, resničnost je pa popolnoma drugačna. Zdaj, navzven, če to zgledate vi preko televizije in če spremljate plenarno zasedanje in glasovanje, se seveda tako zdi in imate prav. Ampak pred tem je pa narejeno ogromno dela. Mi, ki imamo koalicijsko pogodbo podpisano, mi imamo
poseben protokol, kako se posamezen zakon pripravlja oziroma kako se ga usklajuje. In ta stvar se usklajuje, preden gre v formalno proceduro. Se pravi, vi vidite formalni del, ne vidite pa neformalnega dela. In ta neformalni del je narejen tako, da ministrstvo oziroma minister, ko pripravi osnutek zakona, ga posreduje vsem koalicijskim poslancem. In potem je več rund koalicijskih usklajevanj. Tukaj vam jaz lahko iz lastnih izkušenj povem, da so koalicijski poslanci nekateri izjemno naporni. Ampak prav je tako, to je demokracija, zlasti tisti, ki so izdelane osebnosti, ki vejo, kaj hočejo, ki imajo že nekaj tudi parlamentarnih izkušenj, ki poznajo tudi materijo, te so zelo zahtevni pogajalci. Nenazadnje tudi se poznajo že, kakšna rešitev bo imela, kakšne posledice. Tako da so zakoni tudi v tem mandatu, ki so rabili 7 krogov koalicijskih usklajevanj. 7 krogov. Brez javnosti. Brez javnosti, ja, brez javnosti. To je v zaprtih koalicijskih krogih, kjer so tudi debate, kjer se ne nastopa pred kamerami, so neposredne, ostre, vsebinske, trde, včasih tudi mestoma nesramne, ampak ko se zakon uskladi, v tistem trenutku ga ministrstvo oziroma minister šele vloži v formalni postopek. In logično je, da če si porabil 7 usklajevanj po 3-4 ure na vsako usklajevanje, da potem, ko enkrat pride zakon v postopek in formalno teče v državnem zboru, da ga koalicijski poslanci podpirajo in zagovarjajo. In je potem vaš vtis logičen, da sej noben ne razmišlja iz svojo glavo, ampak vse skupaj gre kot neke vrste glasovalni stroj, kot valja. Skratka, tukaj gre za ogromno usklajevanja. In še en dodaten moment se je zdaj dodal, ki po moje je tudi pozitiven za demokracijo, to, da imamo zdaj manjšinsko vlado, pomeni, da je treba vsako stvar uskladiti še z opozicijo. In ta del je počasih še bolj naporen in še težji kot pa tisti v koaliciji. Tako da se je proces samega usklajevanja nekih sistemskih zakonov zelo zavlekel, zelo podaljšal. Imate recimo primer slovenskega tega nacionalnega demografskega sklada, kjer ga je koalicija usklajevala mesece, potem, ko ga je koalicija uskladila, je bil minister za finance zadolžen, da ga je začel usklajevati še za poslanci Desusa in to se je vleklo po dolgem in počez. Tako da vsej na to stvar ne morem pristati, da ni razlik in da ni glasovalnega, da je glasovalni stroj, se pa strinjam z vami, da pa navzven to zgleda, da ni debat in da je stvar pač brezkompromisna, brez razprave, vedno podprta. Hvala. Gospod Bohinc. Mikrofon. Samo eno vprašanje, ki se ga še nismo lotili. Eden od naših predlogov je tudi enakopravnost pogojev za vstop v kandidiranje, v kandidacijski postopek med strankami in med organizacijami civilne družbe oziroma državljanskih list. Pa me zanima vaše mnenje v tej zvezi. Ker pa zadeva te vaše razprave zdaj na zadnje, bi bilo pa dobro ovrednotiti vse to usklajevanje tudi z vidika ustavnega pravila o neodvisnosti poslancev oziroma o tem, da poslanec ni vezan na nikakršna navodila. Ja, saj poslanec ni vezan na vodila, saj vam pravim, da so poslanci zelo naporni in zagovarjajo svoja stališča in ki so zelo velikokrat potem največje težave se zgodijo, pa težave. Čas se nam podaljša, ko imajo celo poslanci iste stranke diametralno nasprotna stališča, tako da tudi to sem že doživel. Vse je možno, ampak jaz v tem ne vidim težavo, ker je to vse v duhu demokracije in vse v duhu ustave, da je vsak poslanec svoboden in ni vezan na nobena navodila.
Drugo vprašanje mi je všlo, ali lahko ga še enkrat ponovite? Prvo vprašanje je, kako gledate na civilno družbo, na državljanske liste, na naš predlog, da so enakovredni pogoji, kar zadeva podpore kandidaturam pri strankah s tistimi pri državljanskih listah. Se upravičujem, dolg dan je že, pa nekih je že bilo. Zdaj, jaz v osnovi na FDV-ju, na politologiji so nas učili, da so politične stranke skupine podobno mislečih ljudi, ki se združujejo zato, da lažje uresničujejo svoje interese. In politična stranka kot institucija ima seveda tudi nek zgodovinski spomin ali pa, če hočete, tudi zgodovinsko odgovornost. In jaz nisem za to, da se državljanske liste izenačijo z političnimi strankami, ker jaz imam željo, da so politične stranke tudi odgovorne svojim državljanom, kar pomeni, da ko enkrat delajo napake, jih državljani tudi na tak način kaznujejo, da dobijo manjšo politično podporo. Državljanske liste bodo pa pomenile, danes vi ustanovite državljansko listo A, potem se ta državljanska lista ne izkaže, naredite državljansko listo B, C, D in tako naprej. Skratka, tukaj se mi zdi, da bomo zabrisali en pomemben element demokracije, to pa je tudi odgovornost. In to je ena stvar, ne. Druga stvar, poleg odgovornosti, je pa tudi predvidljivost, ker je za demokracijo tudi pomembno, ne. Pri politični stranki ravno zaradi institucionalnosti, zaradi njenega preteklega in prihodnega delovanja, približno veš, kaj lahko pričakuješ. Medtem ko pa pri teh listah, ki so z vseh vetrov, pa težko to predvidljivost veš. Tako da vem, da vam ne bo všeč, ampak jaz ne zagovarjam izenačitev političnih strank in državljanskih list. Zato pa imam dva razloga, eden je odgovornost, drugi pa je predvidljivost. Jaz bom tukaj segla vmes, hvala lepa, gospod Tonin. Smo kar zaplavali, če se tako izrazim, v spremembo volilnega sistema in nam bo čas hitro ušel, tako da predlagam, da seveda še enkrat sedemo za mizo oziroma sedemo za mizo in da uredimo, v bistvu, da se pogovarjamo naprej in iščemo rešitev, ki bo končno dobila toliko konsenza, toliko podpore, da bo šla tudi skozi in da se končno uveljavi ta sprememba, da bomo prešli iz začasnega na nek stalni kakovostni zakon, ki bo omogočal pač državljanom drugačen pogled na samo demokracijo, na samo državo in tudi na politične stranke. Tako da vesela sem, da se v določenih pogledih tukaj ujemamo, mislim pa, da tudi pri ostalih lahko iščemo neka presečišča, ki bodo konec koncev za vse dobra. Bi se pa zdaj lotila druge točke in sicer se mi zdi ravno tako pomembna, to je pa referendumska zakonodaja. Namreč skozi 30 let samostojnosti je referendum dan danes postal le še neka kozmetična karikatura zakonodaje in ima vlogo v resnici samo takrat, kadar se kakšen zakon, ki še ni v drugem odstavku 90. člena ustave vključen, uspe ali preprečiti oziroma umakniti, kot je bilo v primeru referenduma za vodo. To pa je edina v bistvu še možnost državljanov, da vplivajo kakorkoli na politiko. Zato se mi zdi nujno, da stopimo korak nazaj, prvenstveno politika, ker tukaj je politika naredila tudi korake v to smer in da se vrne referendumu njegovo moč, da se ga opolnomoči in da se postavi tudi nek določen kvorum, ki bo pomenil tudi pri recimo posvetovalnem delu obvezo za državni zbor, ne zgolj neko mnenje javnosti, ker konec koncev država smo ljudje, torej mora politika spoštovati tudi našo voljo v prvi vrsti. Tako da, zdaj me pa zanima vaše stališče do tega vprašanja oziroma ali podpirate to, da se referendumu povrne njegova moč. Ja, to je zelo sugestivno vprašanje. Moj odgovor je ne, zaradi tega, ker mislim, da je ta ureditev, ki jo imamo zdaj, dobra in ustrezna, ki predvsem omogoča to, da
ima referendum tisto pravo težo in moč, ne more se ga pa uporabljati oziroma zlorabljati za politično obračunavanje. In to je tista bistvena stvar, ki bi jo jaz zagovarjal, ker se veste, referendum je takšen, vedno bil in vedno bo, da če ne gre za resno pomembno vsebinsko vprašanje, da ne mobilizira velikega števila ljudi, ki pridejo na referendum in izrazijo svoj glas, potem so to vrstni referendumi vedno namenjeni temu, da so proti nečemu in vsak volivec ima 100 razlogov, zakaj je proti. Nekdo je lahko proti svojemu županu, ker mu ni naredil pločnik, drugi proti vladi, tretji proti lepemu vremenu. In zato se meni ta ureditev, ki imamo zdaj, zdi zelo smiselna in zelo dobra in tudi daje neko predvidljivost in stabilnost. Predstavljajte si recimo vlogo zakonodajalca, da kakršnakoli iniciativa, ki jo sprejmeš, je praktično vedno blokirana z nekimi referendumskimi iniciativami. V takšnih okoliščinah je nemogoče delovati, še posebej pa, če so okoliščine nekoliko bolj izredne, ki terjajo hitro odločanje. Se mi zdi, da hvala Bogu, da smo imeli v času teh zadnjih kriz takšno referendumsko zakonodajo, ker v nasprotnem primeru bi Slovenija kolapsirala, ker praktično ne bi mogli sprejeti nobenih protikriznih ukrepov, niti ne nobenih resnih COVID ukrepov in podobno. Tako da jaz sem za to referendumsko zakonodajo zadovoljen, verjamem pa, da sem vas tukaj zelo razočaran. Ampak povem odkrito in pošteno. Lepo, hvala za mnenje. Jaz bi mogoče tu zdaj replicirala v toliko, da se strinjate z menoj, da če recimo postavimo nek pošten kvorum, da pride na referendum najmanj 75% volilnega telesa, potem jaz mislim, da tukaj ne gre za neko nagajanje in če se pač podpre recimo nek predlog, ki ni nujno zavrnitev nekega zakona, potem ne vidim nobenega razloga, zakaj bi to bilo vrednoteno oziroma kvalificirano kot nagajanje. Jaz mislim, da je to legitimno stališče državljanov v nekem takem zadostnem številu. Vprašanje je za moje pojme tukaj relevantno v smislu števila tistih ljudi, ki nekaj podpirajo. Verjetno se boste strinjali, če prideva do neke take lepe številke, da bi to moralo biti zavezujoče tudi za politiko. Ja, ampak vi imate vprašanja, ki so lahko zelo eksaktna, pa vprašanja, ki so zelo neotipljiva. In potem lahko pridemo do novih zapletov, da nek referendum, ki bo imel vprašanje o tem, ali si ljudje želijo to ali ono, ga bodo različni ljudje različno razumeli in tudi zakonski ali pa rekel parlament bo, pa poslanci bo imeli tukaj morda različne poglede ali pa uvide. In meni se zdi zadeva najbolj čista in najbolj jasna, če je nek zakon sprejet in če je družba ocenila, da tukaj je pa šel parlament absolutno mimo mandata in mimo neke družbene klime, da ima možnost, da ta zakon zavrne. In to nam trenutna ureditev zelo, zelo enostavno omogoča in se je to že zgodilo. No, to seveda se je zgodilo, ampak kaj pa, če imajo, mislim, dobro, zdaj, da ne bomo predolgi v bistvu na tem vprašanju, gremo na naslednjo stvar. Tretja točka je bila povezana s tem, da smo se nekako ponudili v naši skupini za sodelovanje v volilnih odborih, ampak sem videla, da je vaša stranka tudi to že sama sprožila akcijo, tako da sem zelo vesela, da smo državljani tudi pri vas bili aktivno vključeni in da bo to pot dejansko aktivnost presegla tiste standardne meje, ker danes sem dobila informacijo, da je neka gospa, ki je že vrsto let v volilnem odboru, prišla vprašati, v katerem bo letos in so ji povedali, da je že vse polno. To pomeni, da smo bili res uspešni na vseh področjih in jaz mislim, da je to dobro za demokracijo, ne glede na to, katera stranka je karkoli predlagala, da smo državljani tudi, da participiramo, da se čutimo dolžne poskrbeti tudi za to, da so volitve take, kot morajo biti.
Zdaj pa mene zanima nekaj drugega. Trenutno se soočamo z prihajajočimi grozečimi takšnimi in drugačnimi krizami. Med drugim je velika in zelo grozeča stvar lakota. Oziroma lakota, to je zdaj groteskno bilo povedano, zelo karikirano, vendar ne. Slovenija vemo, da je samooskrbo strašno šepajoča država. Zanima me, ali ste v tem smislu v Novi Sloveniji storili kakršenkoli korak, da bi v bistvu v danem trenutku ob obetih, ki so se karkoli že vnaprej pripravili, spremenilo karkoli, vaše stališče do tega, kar se pripravlja, me zanima. Ja, zelo aktualno vprašanje. Glejte, imam nekaj podatkov pred sabo. Slovenija je v samooskrbna žiti, naprimer s pšenico zgolj 50%, s koruzo 110%, potem s krompirjem 60%, z zelenjavo 40%, sadje samo 30%, pri govejem mesu ni problema, 100% oskrba, piščančje meso tudi ni problema, prašičje meso samo 40%, potem imate mleko, smo samozadostni, jajce tako, tudi tako, da smo samozadostni. In te podatki govorijo, da ima Slovenija težave z samooskrbo. Doslej smo se do tega zelo uhmepišovsko obnašali, zdaj ta kriza nas pa na nek način resetira in postavlja na realna tla. In ali pa zaradi vojne v Ukrajini so se številne države znašle v težavah, zlasti ker je ogromno žita po Evropi, tudi po Severni Afriki in po Bližnjem vzhodu prav iz Ukrajine. Zdaj za Slovenijo lahko rečem, da mi imamo to olajševalno okoliščino, da večina žit uvažamo iz Madžarske, Hrvaške in Srbije. Se pa seveda tudi tukaj zaradi Ukrajine zapleta zdaj, ker so te države že zaustavile izvoz, seveda, ker so potem, ko so bile dobave iz Ukrajine ogrožene, vse ostale države potem planile po Madžarski, Hrvaški in Srbiji. Tako da tukaj bo nek problem, ki se napoveduje v prihodnosti. Olajševalna okoliščina za nas je tudi to, da imamo za 3 mesece blagovnih rezerv, ker se na nek način stvari lahko nekoliko umilijo, ta pomanjkanje oziroma te težave. Bodo pa stvari širših razsežnosti. Zdaj, če se bo ta vojna še zelo dolgo časa nadaljevala, potem bo to pomenilo, da bo bistveno pomanjkanje žit v Severni Afriki, to pa mislim, da bo spet sprožilo novo lakoto, če hočete, nove migracije. In poleg teh migracij, ki zdaj prihajajo iz Ukrajine, oziroma teh beguncev, ki prihajajo iz Ukrajine, bomo imeli nove migracije tudi iz Severne Afrike. Tako da vse, kar se tiče te prehranske varnosti, nas čaka še veliko dela. Ampak minister za kmetijstvo, recimo, ki je tu zdaj v tem trenutku najbolj izpostavljen resor v tem delu, je zdaj vaš, če se ne motim. Torej, verjetno potekajo tudi kakšne priprave, kakšna v bistvu drugačna logistika, ker zdaj pišmeuhovsko je čudovit izraz, ki ste ga uporabil, se absolutno strinjam. Gledam samo tu pri nas v okolici, recimo se subvencionira vse skozi neka kmetijska kultura, v smislu toliko, da se nekaj goji, vendar je to zaradi poplav, recimo mi smo na Barju, zaradi poplav praktično vse pride stran vsako leto. Ali lahko Slovenija stopi korak naprej iz tega, kjer smo, neke utečene rutine, in se dejansko resno začne ukvarjati tudi na tem področju s nekim kmetijstvom, ki nam bo zagotavljalo samooskrbo, ki bo zagotavljalo, preprečevalo recimo morebitno lakoto. Res je, da so naše zahteve bistveno večje kot potrebe v resnici, ampak vseeno ljudem bo težko pomisliti že, da ne morejo jeti, ne vem, si kupiti tam 3 različnih kil kruha, ker pač kruha ne bo, recimo. Ali ste že... Najprej naj vas pomirim, da je vlada včeraj, v sredo, sprejemala posebne ukrepe za to, da bomo vse, kar se tiče tega, zagotovili dovoljšne količine žit in ostalih potrebnih
asortimentov za to, da ljudje v Sloveniji ne bodo lačni. Tako da tukaj ste lahko popolnoma mirni. Bo pa, to sem v globalnem smislu govoril, da enostavno bodo vsekakor problemi. Kar se pa Slovenije tiče, da bi bili bolj samooskrbni, je pa stvar na nek način, ne bom rekel, da je tragična, ampak neprijetna po tem smislu, da ljudje so po naravi iznajdljivi in delajo tisto, kar se jim splača, ne? In včasih, bi rekel, po vaše gojijo in se ukvarjajo tudi s stvarmi, ki nimajo neke širše vrednosti za družbo, ampak se to splača, ker so temu namenjene ustrezne subvencije, ne? In tukaj pa pridemo zdaj do dveh ključnih zadev. Eno je, da bo potrebno, in o tem smo se že pogovarjali, kako narediti, bistveno prilagoditi sam sistem javnega naročanja, kar pomeni, da ne bo najbolj pomembna stvar najcenejši artikel, ampak da bo ključna stvar, da to prihaja z našega lokalnega okolja. Ker če se bo ljudem splačalo šolam, vrtcem, javnim ustanovam prodajati, potem bojo to tudi proizvajali. Danes pa slovenski kmet, ne, ki mora tekmovati prej z tistim iz Ukrajine, ki je imel zelo rodovitno zemljo in širne poljave, ali pa s tem na Madžarskem, ali pa še s kom, ki uporablja GSO in podobne stvari, težko tekmuje, ne? Če pa nima neke stabilnosti, da ve, da bo ta javni zavod v prihodnjih 2-3 letih to od njega odkupoval, pa on tudi težko investira v neko tako zelo množično proizvodnjo. Tako da prva sprememba, ki jo je prinesla ta vojna v Ukrajini in ki jo bomo morali imeti v uvidu takoj v naslednjem mandatu, je ta, da bomo spremenili sistem javnega naročanja, ki bo prednost dajal domačim proizvajalcem, ne pa najnižji ceni. To je pod ena, ker je stvar izjemno pomembna, ne? Lahko veselo besedo. Glede, gospod Tonin Stanič, tole, kar govorite, bi lahko že pred 32 leti naredili. Več ali manj SLS pa desne vlade so imele skozi čez kmetijstvo. Katastrofalne rezultate se pustili, veste. Pa ne bomo zdaj. Jaz sem pa zelo razočaran nad tem, da ko razvijamo nove rešitve samooskrbe, zdravo hrano, kar Slovenci bi lahko jedli samo neoporečno zdravo hrano, da je pravzaprav do teh konkretnih rešitev ignorantski odnos. Lansko leto, letos, in tako da se čudam. Zdaj nimate časa se malo poglobiti v to, kar se v Sloveniji dogaja, pa kar delamo novega, ker so izvirne rešitve. Niti ena stranka, a veste, nima koncepta, ne samo vaša, koncepta 100% samooskrbe za ekološko neoporečno hrano Slovencev, pa bi jo to lahko izpeljali, a veste, to bi lahko naredili. Kaj šele, da bi kdo recimo urbano vrtnarjenje resno jemal? Jaz na zgornji moji strehi pa klele vloži na 56 kvadratnih sem lansko leto pridelal 333 kil hrane. Veste, na 2 kvadratnih metrih se da predelati 50 kil krompirja, če znaš. Tako sploh resno ne jemljate stvari, ki so presneto resne, ker drugače bo res lakota. Tole zdaj gasite, jasno se kako pač te drugače rešvati. Mislim, da je treba prav temeljito pogledati, kakšne vizije smo razvili, saj tisti, ki vizionarsko mislimo, pa to spravite v vaše programe. Kar se pa tiče še referendumov, tole bi vam rekel. Zdaj, veste kaj, jaz moram reči, da zaupam ljudem, vse življenje sem bil demokrat, tudi v prejšnjem režimu, to ni lahko bilo, nekrat, danes pa sploh ne, danes pa nimamo demokracije, saj jaz jo ne vidim, ker veste kaj, takole pobrati ljudem, Slovencem, vsa njihova podjetja pa jih razprodati, kdo je normalen, ustave ne spoštujete, noben o nedotakljivosti zasebne lastnine. 8000 privat podjetij ste uspeli uničiti, tamle, ko so propadli baroni. To so stvari, poslušajte, gospod Matej, vi ste mlad, pri tem niste ravno sodelovali, so pa drugi pred vami iz vaše ideološke struje. A ste pripravljeni enkrat se vsesti pa reči, fantje, to je bilo narobe? A ste se kdaj opravičili za te stvari?
Nobena stranka se za nobeno napačno stvar ne opraviči. To ni resno. Ne? Ok, jaz. Zdaj, malo smo čez čas že prešli. Gospod Tonin, lahko še kakšno minuto mogoče? Ja, samo res kakšno minuto, ker smo ob 8 mi že čakajo druge skupine za sestanek. Dobro, glejte, potem bova takole rekla. Kakšni so vaši obeti na volitvah, v bistvu, stranka Nova Slovenija? Sam, da še odgovorim gospodu Staniču, ne. Ja, jaz sem se pripravljen opravičiti, če so moji strankarski predhodniki bili za to krivi, absolutno vsega obsojanja vreden. Jaz upam, da se vse ustrezno procesira in da bo pripeljani pred roko pravice in tudi služili svojo kazen. Drugega ne morem reči. Drugače pa, če pa pogledate, rekel, ekipo Nove Slovenije, mi smo naredili generacijsko transformacijo. Poglejte celotno našo ministersko ekipo ali pa tudi zaposlene ali na stranki, ali v kabinetih, ali v parlamentu. Mi ljudi, ki so sodelovali v prejšnjih zgodbah, praktično nimamo. To smo čisto nova generacija, ki se čutimo glede teh stvari neobremenjeno in zaradi tega mi ni problem javno reči, da obsojamo vse to vrstne stvari. Ne gre za procesiranje, lepo vas prosim. Vi ste prevzeli zadeve, saj nisem vaša stranka, je kle SD, se je ona ta glavno napake naredila, ne, vse skupaj. Dajte se ta mladi strezen pa reči, fantje, takole se ne gremo več, dajmo enkrat nehati ropati privatno lastnino. Drugače bomo nikoli nikamor prišli. Vaša generacija lahko tole popravi, kakšne procesi, dajte noter. Gospod Stanič, bomo še nadaljevali o tem, da počasi se pomaknemo proti zaključku. Gospod Tonin, niste še zaključili, se upravičujem, ker izvolite. Ne, pa ima tudi prav glede to, ker je gospod Stanič vmes skočil notri, ker prvo stvar sem rekel, da javna naročila je treba absolutno spremeniti, in druga stvar, spodbujati to vrstne oblike ali vrtnarjenja, ali kmetovanja. Je pa ena stvar, ki je pa neprijetna, ki bo vsak politik težko priznal. Slovenija bo samozadostna, ampak bomo tudi vsi skupaj več plačevali za hrano. Ker da jo bomo v celoti proizvedli vse tisto, kar potrebujemo v Sloveniji, nas bo to stalo ne veliko več, nekoliko več pa. Zaradi tega, ker ne bomo uvažali neke nekvalitetne, nizkocenovne proizvode in pač kdor tega ne prizna, pa se mi ne zdi, da korektno predstavlja celotno zgodbo. Ker vsi pa nimajo takšnega veselja, kot recimo gospod Stanič ali pa moja žena, da doma vrtnarijo ali pa da se ukvarjajo z vrtičkarstvom. Bo še vedno želela to hrano kupiti v trgovini in da jo bomo lahko zagotovili v trgovini, bo pač tisti, ki jo bojo v Sloveniji proizvajali, se jim bo morali to splačati in bojo mogli od tega tudi preživeti. In to hočeš ali nočeš, nas bo stalo več. Ampak jaz sem za bolj kvalitetno hrano pripravljen plačati več. Pika. Da kvalitetna hrana v Sloveniji ne bi smela biti težav, sploh če govorimo, da gre o slovenski kvalitetni hrani, bi verjetno vsi radi plačali celo nekaj več, dobro, če smo v zmožnosti, seveda, to je tudi treba prej vzeti v obzir, vendar moramo začutiti to državljansko pripadnost in to nazaj veselje in motivacijo biti državljan Slovenije in čutiti en drugega, živeti bomo morali skupaj, to je dejstvo. In prej, ko bomo doumeli, da prepiri ne vodijo nikamor, da moramo najti sožitje, da moramo graditi na tistemu, kar nas povezuje in prenehati z vsem tem, kar se dogaja, jaz mislim, da prej bomo lahko tudi ljudje začeli drugače gledati na vse stvari. Zdaj, če si smem dovoliti sekundo svojega osebnega mišljenja,
Nova Slovenija, ste simpatični, prijetni, imate načelna stališča, določene stvari, ampak potem se mi zdi, da ste pa v določenih stvarih pa zelo pustili na cedilu državljane Slovenije, ker se je zdelo, da boste potegnili pravo potezo, pa je niste. Tu zdaj ne bova polemizirala, škoda se mi zdi, kajti gospa Ljudmila Novak je pustila neko lepo zapuščino in vsi smo bili prepričani, da jo boste nadaljevali, sploh ker ste mladi, ker ste polni energije in imate vizijo in morda, ali bi zdaj, če bi še enkrat lahko peljali vse zadeve, bi kaj spremenili ali bi šli po natanko isti poti, kot ste šli zdaj? Mi bomo šli po poti Slovenije in bomo vedno delali v korist Slovenije. Ali bi isto šli, ali bi mogoče kakšno stvar morda le zasukali malček drugače? Ja, ne, jaz bi šel isto. Jaz ne obžalujem nobene svoje poteze, ki sem je naredil, ker če bi mislil, da je drugače boljš, potem bi se tudi za drugače odločil. Ker v tistem trenutku, ko je razpadala Šarčeva vlada, ne bo pomote, ker zdaj smo mi tukaj neki, da ne bom uporabil izrazov, se veste, kaj nam vse lepijo, ampak to nam je omogočilo to, ker je Šarc vrgel puško v koruzo. Rekel pa je, da je vrgel zato, ker se niso mogli zmeniti. In v tistem trenutku smo bili mi pred dejstvom, ali gremo na predčasne volitve, ali oblikujemo novo vlado. V času tiste krize smo imeli številne debate, tudi razprava je šla v smeri, da bi bilo oportuno, pa najverjetneje za stranko bolj, če bi šli na predčasne volitve, ker so nam takrat ankete kazale, da bi brez večjih težav dobili več kot 10 poslancev. Številni so opozarjali, da bo v vladi Janeza Janše težko, ampak na koncu je prevladala odločitev, da gremo z odgovornosti do države v to vlado. Vse, kar se tiče ministrov Nove Slovenije, imam jaz mirno vest, mislim, da smo vsi na svojih resorjih upravili svoje delo, tako kot se zagre, in bomo ta mandat z neko mirno vestjo zaključili. Tako da jaz svojih potez ne obžalujem. Ne, ni bilo vse, veste, zdaj za koalicijo ali kakorkoli, da se ne bova narobe razumela. Absolutno, jaz razumem tudi vstop v koalicijo, seveda ste bili nekako naravni partnerji z SDS-om, vse to je logično, tako da to ni v bistvu sploh vprašanje bilo zdaj zastavljeno v tej smeri. Bolj je šlo pri morda kakšnih odločitvah, ki recimo večini niso bile povšeči. Konkretno, na primer. Kako? Konkretno povejte, kaj? Konkretno, recimo, je bila voda ali če greva na zadnje, potem ta prisluhi, vizijo ali kakorkoli. Pustimo zdaj konkretne stvari, ko ste vi imeli pač možnost drugače vplivati. Ampak gledajte, nima brez veze, da vas zdaj morim s tem, zdaj Tjaša, jaz imam še eno konkretno. Kar izvolite, ja. Mene je všeč bila ta izjava, da ste simpatična stranka, pa tudi vaša, da greste po poti Slovenije. Ampak, ko gledam takole te evropske države, pa njihovo razmerje med državo in cerkvijo, vidim, da je v vseh kulturnih državah stvar razmeroma dobro urejena. Medtem ko pri nas prej ste govorili o čistosti, pa to, jaz imam občutek, da te relacije niso čiste. Imam pa konkretno vprašanje. Gledam te države, vidim, da nekatere so šle tako daleč, da se njihove religije financirajo iz cerkvenega davka. Kakšen je vaš odnos do tega? Ste vi za to, ste že dozoreli v Sloveniji verni ljudje, da bi lahko svoje dejavnosti financirali iz cerkvenega davka, ali nameravate tudi naslednji, pa še naslednji mandat biti na nek način priključeni na državni proračun? Zdaj, iz tega vašega vprašanja izhaja predpostavka, da smo mi cerkev, mi nismo cerkev, mi smo politična stranka, ki se reče Nova Slovenija,
In v zvezi z cerkvijo nimamo nobenih relacij, tako da jaz zagovarjam ločenost cerkve od države, sem proti temu, da je verouk v šolah, ker je to naša zasebna stvar. Zdaj, da jaz pošiljam otroka k verouku, je to moja stvar, ki jo jaz tudi sam financiram in vas zato ne obremenjujem. Kaj pa cerkveni davek? Kakšen je vaš odnos do tega vprašanja? Jaz nisem za cerkveni davek. Se mi zdi, da sedanja ureditev je ustrezna. Ura je 20:14, tako da zdaj jaz se vam zahvaljujem, da ste z nami potrpeli še malček dlje, kot je bilo predvideno. Hvala tudi za vse odgovore. Srčno si želim, da bodo pogovori čez 4 leta bistveno drugačni, da bomo v bistvu bolj sproščeni in da bomo gledali res naprej v neko skupnost, ki bo skupnost zadovoljnih ljudi. Želim vam seveda veliko uspeha na volitvah in kaj naj še rečem, vse dobro, vse dobro, pa hvala, da ste bili naš gost. Hvala lepa za povabilo. Jaz sem bil sproščen, upam, da vas nisem preveč frustriral, ampak se veste, demokracija in svoboda je pač taka, da imamo ljudje različna mnenja in stališča in to nas lahko bogati in vse, kar se med nas tiče, bomo vedno trdili, da nas te razlike lahko dejansko krepijo in bogatijo, ne pa še bolj spravijo ali pa spravljajo na razen. Tako da sem vam hvaležen, da sem vam danes smel predstaviti naše stališča, čeprav so morda različna. Verjamem pa, da tako vi, kot tudi mi, vsi skupaj delamo za boljši jutri. Srečno. Hvala, srečno, lahko noč.